Poznavanje značilnosti spomina nam lahko pomaga pri bolj učinkovitem učenju. Dejstvo, da si bolje zapomnimo začetek in konec, tako lahko izkoristimo na način, da med učenjem poskrbimo za redne odmore in s tem v učnem procesu ustvarimo več začetkov in koncev. Hkrati, če vemo, da si bolje zapomnimo urejene informacije, lahko to uporabimo tako, da uvedemo lasten slog zapiskov. Na primer, uporabljamo podobne barve za podobne dele gradiva. Za uspešno učenje je pomembno tudi poznavanje in uporaba različnih učnih strategij ter pristopov. Se vam dogaja, da učenju namenite veliko časa, a tega časa ne zmorete učinkovito porabiti, ker vas bodisi zamotijo ali odvrnejo druge stvari, na primer telefon? Lahko se zgodi, da se ne znate lotiti prebiranja zapiskov ali druge literature. V tem primeru bi vam lahko koristilo nekaj dodatnega znanja o tem, kako se učiti. Zato v tem sklopu navajava nekaj smernic, ki omogočajo prevzemanje nadzora nad svojim učenjem. Pred vsakim učenjem naredite načrt in ozavestite, kaj je namen učenja. Kakšni so vaši cilji? Na primer, danes bom predelala in si naredila izpiske za 10 strani. Ta vikend bom pripravil poglavje o rezultatih za raziskovalno poročilo. Pri načrtovanju upoštevajte, da je učenje bolj učinkovito, če ga načrtujemo v krajših intervalih z odmori, kot če se poskusimo veliko vsebin naučiti v kratkem obdobju pred preverjanjem. Mnogo bolje je učinkovito, če se učimo recimo po 2 uri 7 dni, kot če se učimo le 2 dni po 7 ur. Pogost predlog je učenje v 45-minutnih sklopih. Naredimo 2 do 3 sklope s 5 do 10-minutno pavzo. Potem pa naredimo daljši odmor in največ 2 takšna cikla v dnevu. Če pa vam je 45 minut predolgo, lahko preizkusite tudi Pomodoro tehniko, ki predlaga 25-minutne sklope učenja s 5-minutnimi aktivnimi odmori. Potem seveda lahko naredimo več kot le 3 takšne sklope. Preverite, ali imate potrebno deklarativno znanje za razumevanje novih informacij. Torej, ustrezno poznavanje dejstev, opredelitev, pojmov. Zato imejte med učenjem pri sebi seznam ključnih besed in opredelitev ter uporabljajte svoje predznanje. Pred učenjem si zastavite vprašanje, kaj o vsebinah, ki se jih boste učili, že veste. Pozanimajte se, na kakšen način bo profesor preverjal znanje. Ali bo to ustno, z esejskimi vprašanji, vprašanji z več alternativami, in to upoštevajte pri učenju. Tako za izpit, ki zahteva kratke, natančne odgovore na vprašanja, urite pisanje odgovorov na možna vprašanja. Za izpit, ki pa zahteva pomnjenje dejstev, pa uporabljajte mnemotehnike, da si boste lažje zapomnili opredelitve ključnih konceptov. Pred učenjem se seznanite s strukturo gradiva, ki se ga morate naučiti. Preglejte naslove, uvodno besedilo, poudarjene povedi in povzetke besedila. Bodite pozorni na besede ali besedne zveze, ki nakazujejo odnose med pojmi. Na primer, posledično, zaradi tega, zato, tako, kot na primer, poleg tega. Uporabljajte simbole za označevanje teh odnosov. Na primer, enosmerno puščico za označevanje posledic, dvosmerno puščico za označevanje vzajemnih odnosov ali neje za naštevanje. Zagotovite, da se boste učili tisto, kar je treba vedeti, in da boste način učenja prilagodili tipu informacij, ki se ga učite. Prepričajte se, da veste, katere vsebine poglavja, dodatno literaturo se je potrebno za določen preizkus naučiti. Naredite si seznam vsebin, delov gradiva, konceptov, ki so vam težji, in tistim delom posvetite več časa. Recimo, jih na hitro ponovite vsak dan ali večkrat na dan. Uprite se skušnjavi, da bi te dele besedila preskočili ali se bolj posvetili tistemu, kar že znate in kar vam je lažje. Pomembne dele gradiva si dobro osmislite z uporabo mnemotehnik, lastnih primerov, skic, odgovarjanja na vprašanja, zapisovanja z lastnimi besedami in podobno.
Povzemajte gradivo s svojimi besedami, ne dobesedno. Spremljajte lasten napredek. Uporabljajte vprašanja za preverjanje razumevanja, ponavljajte skupaj s študijskimi kolegi. Razlaganje določenih vidikov učnih vsebin ali postavljanje vprašanj drugim ter ovrednotenje njihovih odgovorov močno prispeva k razumevanju, dobri organizaciji ter osmišljanju. Spremljajte, ali se vam uspeva držati časovnega načrta, ki ste si ga zastavili. Če ste v zaostanku, ne ukinjajte načrta, temveč ga prilagodite. Na primer, vsakemu dnevu dodajte 1 dodatno uro učenja. Dobro upravljajte s časom. Kdaj je za vas najbolj primeren čas za učenje? Zjutraj, popoldan, morda zvečer? Težje dele učnih vsebin se učite v času, ko je za vas učenje optimalno. Učenje v poznih nočnih urah pogosto ni učinkovito. Skrb za regeneracijo mora ostati tudi v času učenja na prvem mestu, kar pomeni, da poskrbite za vsaj 8 ur spanja. Uredite učno okolje, tako da ne bo moten. Poskrbite, da vas ne bo motil telefon, učite se v primerno osvetljenem prostoru in sede. Če ste navajeni glasbe za ozadje, naj ta ne bo preglasna. Deluje naj le v funkciji belega šuma, da torej ustvari zvočno kuliso za druge šume. Aktiven študent, ki nadzoruje lastno učenje, ga zmore dobro načrtovati ter spremljati, v kolikšni meri mu uspeva držati se načrta in tega po potrebi prilagajati. Prav tako pa zmore prilagajati svoje učenje svojim preferencam ter posebnostim gradiva in načinu, kako bo znanje preverjano.